moj stilist, pa če sem sam svoj stilist. Ne, res, ali kaj ne? Let's go. Dober dan! Dobrodošli nazaj v novi epizodi člani. Stari moj iz zime je prišel poletje. Jebem. Jaz sem slišal, sorry. Dobrodošli nazaj, like, comment, share, subscribe, člani nova epizoda. Rijanič, Jure, koga imamo na naši desni? Na naši desni imamo Šejza iz Capital Crewa. Let's go. Ok. Kako si? Pizda super, čim sem prišel na obalo, Jak Vajbič, prpalil drila direkt, ko smo uleteli tako nekako okvirno na obalo. Kjerega ste upalili? Ja, iz prve King Size smo šli tako pol na buso eno. Grozam po obali v četrti predstavi. Ja, to je to, ja. Po smo fuknili še ene za Izolane, ki je moj prijatelj tamle iz Izole, tako da gotta rap Izola pač. Kaj novega? Kaj ta teden tvoj? Pizda... Kakšni novi plani, kakšni movi ta teden? Kaj zgaja? Kar veliko movov ta teden. V bistvu začeli smo s prijatelji delati nek ORG situation, to je v bistvu organizacija dogodkov. Bomo v bistvu s tem prek tega delali tudi dogodke za Capital Crew, za druge artiste, imamo že ene par stvari bukiran, tudi menimo se z Drillom, Rigzon Getom itd., tako da pride kar dosti stvari ven, ampak hočemo pa tudi spuščati neko trap sceno v Ljubljani, tako da je bilo zdaj s tem kar nekaj delano. Danes je pa malo bolj Luizi dan, smo šli sem na obalo, do vas, da lepo posnajamo tale podcast, moj se vibe. Zvečer pa pičimo, ima pa v Ljubljani Outlot, ki je isto iz Izole, mislim, da vrti Drillu, ima pa release party prav svojega albuma, tako da mi performamo ene 3 komadiče tam, pa real life z Drillom. Tako da danes se ga pol zvečer ubije, dobi eno mucico in se gre domov. Mijav. Edino fora je v temu, da to bo folk poslušal v torek. Ja, pač to. V glavnem imeli so se sigurno lepo. Pač, lahko vam samo povem, ni dobro nobene muce. Ej, lej, fuck it, Sunday je bil good night, man. Sunday je bil good night. Jurček moj. Moj teden. Kaj si kaj počel, kaj novice, jakega. Tvoj projektič, lahko kaj poveš? Ja, moj projektič lepo napreduje. Ja, samo to ne bom. Ok. Ja. Pazi to, gremo fitness zadnjič. Je bil res ko iz mima tip, veš, noge je imel take. Nema res, je bil na bit gor, full in nogice take. Jaz sem samo videl, jaz sem mislil, da ima kakšno bolezen, ki ima dvomim stari, razumeš, ki se zna zgoditi, da imaš kakšno to mišično deformacijo. Ja. Ampak lej, ni bilo smešno niti, pač, ker res, noge je imel tipo kot ti, samo da je bil na bit, razumeš. Jaz sem vsaj proporcionalno. In samo je imel tatuje, štekaš, tako da kao da zgleda. Ja, malo da si zakril. Ampak res, tip je imel res take nogice. Ne, jaz deram tudi počepim to, tako da. Super. Ritko treba pumpati, ne. Jaz se spomnim, ko sem v fitness hodil, sem hodil v life ene 3 mesece skupaj, ampak skoro sam čest. Res? Ja, takrat je bil kao moto, če poznate Vine, ki je tako, ne vem, Kitajca ali neki kao reče, no chest, no sex, kao. In so bila s frendom, smo vsak dan šla v fitness in sam čest delala. Sam prsi. Sta drug letnik neki tazga. Ena naša kolegica, je začela hoditi čas, na ko je so fitness in tako kao pametno. Zakaj si ne greš po nekem programu? In okno, ne, jaz bom delala vse vaje vsak dan. In cura je delala celo telo, cel dan. Ja, to ni pametno. In se je poškodovala pol. Ja, sej to ne delaš nič na koncu, ne delaš nič. Jaz imam tle pripravljen telefon, se moram zahvaliti. Shoutout Karin, shoutout Maja, so uletele... Dobro ste ga povlekli. Lepo prosim, mala šudaj. We now know everything. Jure. Ne, smo snemali nekaj v Ljubljani, ene reklame in so letele, čekiramo podcast, fuljaka scena, tako da, shoutout. Kaj samo to se je zgodilo? Ja, samo to zdaj, najprej, da ne pozabim. In druga stvar, kar je jakega, čez par dni po temu, ko oni to gledajo, se bo zvedlo, zakaj sem jaz danes zamudil, tle naši gosti so mi malo čakali, ker sem mogel iti nujno v Trst, v shopping, po srajce, ker bomo bili lepi, ker gremo na
več ne smem povedati, ker sem podpisal NDA pogodbo, tako da ne smemo nič vedeti, ampak NBA. Rimaniča, Košarka. ne, NDA pogodba. Malo sem majhen za... No, le jaz sem mogel že na white carpet danes uleteti, pač. Štekaš? Mislim, dobra kombinacija. Mislim, trenirka in srajca. Povej, kdo je tvoj stilist, da ne grem k njemu. Moj stilist, pač jaz sem sam svoj stilist. Ne, res, ali kaj ne? I know, it's shocking, I know. Ok, tako da ja, stilist sem sam seb, današnji fit inspo je Brad Pitt. Tako neki na pol, ker sem zadnjič mislim, da gledal mislim, da je bil Fight Club, da sem rewatchal. Okay. In pač sem videl uleti neka lustrajčka, tak attitude, tako da fakt sem rekel. Ta film Fight Club, meni je pač meni je film čuden. Ja, ful je čuden, kaj je boljših filmov. Ja, kaj je malo bolj deep, a veš, malo je realka commentary on life, a veš. Meni je film tako, iskreno ga nisem štekal na koncu. Zakaj se sploh gre? Moraš ga ene parkrat. Ja, fora je, da, pač se spomniš lik tako, čemu je film. Ja. No, in fora je, da on si je vse predstavljal unega Brad Pitta. Ja, on je bil kao on. Ja, vem, ja, samo tako. Je pač zanimivo, kakšen plot twist je to v resnici. Veš, ki izgleda res kot da sta ona dva frenda. To je kao realka nek komentarij na nek nam pač za mental ja, health. To, ja. Ka skizofrenija scena. Itak meni je, Brad Pitt mi je favorite actor probably, tako da. Opa, okej. Je definitivno. Meni je Leonardo DiCaprio. Zakaj? Vsi reče. Wolf of Wall Street, uno stari pizda, uni film, ne vem, ali pa tudi Tom Hanks bi dobro, iskreno. Tom Hanks v Castawayu, ja, Fuknen, pa... Saving Private Ryan. To je klasika. To je res bolan film. En mojih najlepših filmov. Ampak, naprimer, v nem filmu Terminal, ja. ki igra unega Rusa, ki je stak. Pač sej, ok, film mogoče sam po sebi ni najboljši, ampak kako je on odigral to vlogo? Da se naučil tako govoriti rusko, res dober je odigrao. Forrest Gump, ja. V glavnem, ne, ti član moj, neka drama, neka Eva Koša, kaj dogaja? Kaj? Neka drama, neka Eva, ni neka Eva. Ne, nobena drama, prej smo se pogovarjali za en story, ki je bil smešen. Story, Ja. Ja, ma je bila tudi neka drama? Mislim, drama, ni bila drama, malo samo biti smo bili, pa pač malo so prišli kopsi, pa smo pač mogli bežati, ampak kaj. Okay. Bili smo na Eva Pavli releaseu za njen album Juno. In pač... Juno? Mislim, da je Juno, ali je to samo en komad, so A Uno ali J Uno? Ne, J-U-N-O. Možda, da je to samo en komad. Tudi MK je gor, pa ful jako je naredila, v Cukrarni je bilo res jak show, quality. No in na koncu mi smo itak pri tam že čisto biti, uleteli smo itak, ne vem, 8 nas je bilo, uleteli noter, jaz smo grilze, Bine je vzun razbil kozarce, whatever. Ok, na konci eventa in mi se počasi odpravljamo, Bine še tam nekaj razgraja in gremo tam pri Zmajskem mostu, pač tam zraven Cukrarne, gremo tako čez cesto in začnemo to na semaforih, ki so te, ki delajo Ja. Začnemo tako brcati te. Kje tipi, malo? To je narejeno za ljudi, ki so fucking slepi, mona. Ja, vem. Huligani je, ni mona. I now apologize for everything. Ampak pač, ja no, neki smo brcali fly kikali uno in gremo čez cesto in spet kikamo. In pol tako hodimo neki cajta. To je pa tam blizu šole, ki sem bil pač na zobotehnični na srednji in sem nekako vedel tam področje, kako je kaj. Mi tako hodimo in tako pol pa en Clio črn zraven in pač jaz sem obrnen stran od tega Cliota in Bine N3 reče tako kopsi in James, CJ pa N3 začneta laufat. Jaz se obrnem, da bom začel laufat in me on zagrab in tako, ne, kam greš, policija, whatever. Jaz tako, ok, v redu, sorry, ne bom nič, tako že me še drži, a res, a si zih, da nam še čez tako, ja, gut je, easy, tako, ok, easy. Spusti me, v momentu, ko me spusti, začnem bežati pač na polno, zavijem tako gor, tam je nek pink, grem čez stopnice, grem v zadnji jaški dom, ki je tam splezan čez eno ograjo, splezan čez drugo ograjo, prijem na dvorišče, tam, ko imajo profesori parkirana avta, splezan še čez eno ograjo. Tip se je inkriminiral, stari. Pridem tam čez in jaz sem imel pač sončna očala gor, kapco, grilze, vse to jaz, grilze ven, v žep, sončna očala dol, v žep, kapco dol, jakno dol, zavezal si jo okol, čist nov človek in sam začel hoditi proti Šutersu in pa smo se tam ujeli. Ezra so pa popisali, tako da sorry Ezra, ker smo te abandanali, ampak on edini. Nekdo mora najebati. Ampak je bil tudi v najbolj zajebani poziciji, ker je bil ravno tako na strani in bi ga v izi lahko samo obkola. Zdaj jo študiram, ali sem jaz malo zjeban, ali ne,
Smo predstavili, kdo je to? Kaj je to? Si povedal malo, kje v sebi? Ne, nič. No, vem, član, da se ve, kdo je, kaj si, zakaj si. Kaj predstavlja? Jaz sem Shaze, v bistvu ljubljanski trapper iz skupine Capital Crew. Na sceni smo že 4 leta pa pol. We just live in life. Do zdaj smo tako nekako full delali sam tako nekako za ne cash, zdaj smo pa ready to make some money, tako da smo tudi ready to make some more proper shit. Zdaj smo v bistvu bomo usherali neko novo ero, rebrandali vse, začela je par projektov, kot so naprimer tudi naš clothing brand, Crewer, če poznate Wooer mogoče od Wu-Tang Clana. Okay. Ja. No, sem jaz pol imel idejo, kaj da naredimo Crewer in da bi pol proper clothing, ko oni še zmer so imeli tako bolj mrk situacijo, ampak da bi mi naredili sezonske drope, take zadeve. Že tako in tako imamo merch, bolj quality. Ja, se to je full dobro ideja, sem Slovenija, pizda je majhna, ne? Je majhna, ampak veš ko, mi imamo full, to je pri nas dobro, mi imamo full core fanbase-a. Folk, skozi hod na šove, kupuje, veš, mi imamo folk iz Primorske, ki pride v Ljubljano sam na naš šov, pač to je meni crazy, shout out to everybody, ki to delate, vse veste, kdo ste, pač to je meni crazy. Isto iz Ljubljane, da pridejo nekam drugam na šov. To je ta podpora, ja, res. Tako da to, pol zdajle v petek imamo event 25. Vibe Check Volume 2. To je event, ki smo ga v bistvu hoteli narediti že 2 leti nazaj, ko smo dropali album, ko smo dropali ravno marca pred korono. Mi smo dropali album, 2 dni kasneje so announcali vse limite in smo mogli vse scansati in pol smo med korono naredili za tako 150-200 ljudi, ampak zdaj gremo pač na polno, vzuni imamo vrt za 500 folka, zdaj upam, da bo razprodan, karte grejo kar nice. Še pa ne, pa... Kdaj imaš to? Še zmer bojako. 25. v petek. Povabljena sta oba dva, tako da definitivno. Lahko bi dali 1 karto ali pa 2 karte nagradno igro naredili. Ja, to smo druga. Pizda lahka. Dej. Bomo na koncu naredili nekaj. Če ne dej, to sem te prav tudi, dej šautni, kje se dobi to karte, dej, če kdo spremlja. Drugač karte se pa dobi na org.ent, to je na Instagramu. To je v bistvu nek projekt, ki smo ga začeli, jaz pa še 2 prijatelja, Tilan Lan, Shout out my dudes, pač, v bistvu organizacija dogodkov. Pač, kot sem prej rekel, ne, pač. Tako da ja. Prek tega lahko vzamete karte, na Instagramu napišete @org.ent in se tam vzame karte. Ali pa followate naš Instagram, YouTube in njihov in ste lahko ten zmagovalcev, ki bodo v zadžabe, tako da. Naredili bomo eno nagradno igro na Instagramu. Eno še za člane boš dal eno karto, tega mi naredili. No. Ja, bomo naredili nekaj. Eno karto in bomo dali, ne vem, da followajo tebe in... Nas in vas. Meni spani problem, to je culture. Ajde, čakaj, 2 karte, ne mora iti sam človek na koncert. Ne, valjda. Se bomo že zmerali. Dobro, ne mora iti samo 2 človeka, 3 karte. Dobre, 4, cela grupa, kolegi, 4 grupa. 10 pa roka, je v redu. Ni za kaj, radi dajmo nazaj. En tip, 2 punce, da lahko grejo, ne? Za ratio. Pole pa kar že bles, posi pa kar ne sam kup, če to cepa pač. Kaj si prav, ti si tle bežal pred kopsi in neke grile spravil v žep. Je. Povej, kaj je v svojih grilih, če ima grile, ne fukat. Ja, glede na to, da sem pač trapper, I gotta live the lifestyle, tako da pač ne smem sam govoriti o komadih neki, moram to dejansko delati. Jaz sem bil na zobotehnični srednji šoli. Vezepol, ja. Ja, in sem v 2. letniku sem delal prakso v bistvu prijatelj od moje matke in je, pač tip sem bil kralj, me je prvi dan vprašal, Svita, bi ti to delal, sploh v lifeu, in jaz tako je, ne pač, ker sem se pa hotel prešolati na medijsko. In me vprašal, dej, kaj boš pa pol delal, a ne, tukaj pač sem rekel, si lahko naredim grilze. In pizda reče, lahko narediš si grilze in sem si naredil grilze in sem to dejansko dal poročilo pol za prakso. Sem imel pač grilze spodne, po srednji šoli sem pa dejansko hotel začeti delati grilze, sam pa če ni bil the right time, bomo v prihodnosti to delali, ampak ne še zdaj, ker se hočem res proper naučiti in sem šel spet do tega Tipsona, on pa zdaj dela na računalnik, CAD-CAM, in sva probala prek tega in sva še zgoraj naredila in sva celo dala nek logotip gor, da je full bolj detailed, ker to pa vse mašina naredi. Tako da sem se pol začel, mi je on dal en kontakt z enega Tipsona, ki mu je pa prav Univerza v Ljubljani tudi financirala 3D printer, pa je on sam hotel iti v to industrijo kao rings in jewelry pa to. Sam je rekel, da ne pozna marketa. Zdaj sem pa pač ravno rapper pa to, a ne, sem mu rekel, pač jaz mislim, da poznam market, tako da let's work.
Tako da bomo v prihodnosti to naredili definitivno. In kaj imaš na grilih, si rekel, kaj je nek dizajn, kaj imaš? Ja, tako na trojkah imam v bistvu Vilon logo, če kdo pozna, od Ace Barja clothing brand. Ace Barja, Ace z Rockijom, pa s tem. Tako da ja, sem dal za Ebancijo gor, ker pač mi je se folk bo disu ta brand, ampak mene samo jako, ker pač ta Ace Association, whatever, pa jakun. Ma kakšne so? Jaz ne znam predstavljati, jaz vem, da so diamantni srebrne. Ne, dejansko so pač samo srebrni iz krom kobalt zlitine. Zdaj lahko narediš iz zlata, sam fora je. Nisi še tam. Ja, nisem še tam, pa tudi, a veš, če izlivaš, naprimer, ti ostane pol še dodaten zlato, ki ga moš pol uporabiti še nekje, ampak kaj bi me staviš, če mi zase griz za naredu. Bom to polka malo na večjo, če bom delal to. Jako. Okej. Če boste kdaj rabili grill, se mona. Hemija. Evo člana. 15-stotni popust, kao, veš, grill s 15. Nič kaj pol za naše gledalce spet ene grille, nagradne igra. Punce dobite popust, no. To bom rekel. Resmo, kaj ste zdijo hudo na ženskah te grili? Kaj ženske furajo grille? Ja, da ženske furajo grille, ampak jaz imam feeling, da bi bilo jako. No, z Masajo sem se že pogovarjal, ona je videla te grille, je bila tako, shit, moraš mi jih narediti. Ja, nje bi pasali, fik. Ja. Ampak jaz bi naredil tako mogoče tako 2 zoba, uno srl, pa tako v spot, eno stran, ali pa neki tasga, veš. Da ni preveč ekstra, ker to, da imam jaz zdaj srebrne zobe notre, res ekstra, ampak pač jaz jaz sem pač rad malo izpostavljen, rad sem pač malo special, ne, pač nočem blendati in tako, kot vsi ostali, jaz hočem stand out, ker pač, ne vem, meni je tudi tak folk, ker stand out mi je pač v redu, tako da. Ja, ko je to, ja, se nasmehniš in tle malo zasvetili. Ja, pač tako, a veš, je nek conversation piece, ne, pač vsak te vpraša, kam što grill za kako si naredil, whatever, začel razlagati, se pogovarjamo. Conversation starter. Zdaj tako, pič, une palijo, ki so v tej sceni. Une, ki niso, ki so tako normalne. Pač, kaj je to? Ja, ki so, ne vem, tako, ki niso v tej sceni, ki pač ne vem kako ne. Priješ do nje, pupa moja, tvoje oči se svetijo skoraj tako, ko moj grill, kaj ti? Jaz sem ta in ta, evo, bum, tvoja. To je jako. 6, Capital Crew. Ja, za zdaj ponavadi rečem, kje si, kaj imaš, zmergem s tem, zato imamo tudi ta komata, priješ v klub, greš, da je ne pičke, rečeš, kje si, kaj ima, in to je to. In kaj je odgovor na to? Evo nič. Ja, v komadu rečem, da je nič kaj ti, ampak pa zdaj tako. Kakšen player, mati moja. Ne, doskrat se zgodi, da pač, kaj to rečem, je pač realka ena fana Capitala in pač Paypal in je uno tako, in se pač lahko sam pogovarjamo. Zdaj včasih je pa tudi fail. Grem do ene, ki sploh čist treta in čist pademo v vodo, to rečem in ono tako, what the fuck. Model. Ja, pač kaj delaš, bre. Kako ti to pristopiš? Moj pick-up line je, da sem tam z grilzi. Pač jaz ful tako, mislim, jaz tudi, ko grem iskreno, jaz raj s puncami v prostem času tako sam, da povabim vse, ali pa kaj, pa grem na date ali pa kaj. Ful nerad, tako, ko grem ven, pizda, rad se zabavam s frendi, veš, tako zdaj. Dobro je, ko zamutiš to v klub, ampak veš, ti greš v klub, zamutiš z eno, pizda si pol tam celo noč z njo v klubu, neki mutite se živajte in pol kar nekaj, veš, namest da bi pizda ga dansu tam na polno whatever, vmes eno malo tako in če lahko na koncu noči dobiš kakšno, je pa še boljše, ne? Neki ustanejo. Ja, ampak jaz imam malo problem, ker še starci živim, tako da, veš, pa bolj težko pripeljem. Dobro, no zdaj, ki smo menili, si rekel, da raje pač pecaš tako, ne? Mislim, da ko si zunaj, kaj se samo spoznaš, ali kaj si... Ja, pač ko bom rekel, meni je ful lažji prek Instagrama, no. Ampak kaj, first move preko Instagrama? Kaj? Pač ja, fura je, da pač ne vem, jaz sem še zmer nervozen doskrat, ker sem okoli pička, ne, pač ne vem. V osnovki jaz sploh nisem se mogel pogovarjati s puncami, at all. Jaz sem pač zdaj v polosrednji, sem tako rekel, ma je, pač boli me rad, če se usmešam, pač je bi ga, ne. Ampak ja, prek Instagrama je ful tako lažji, ker sam pač nekak samo odgovoriš na story, veš, in ne šejtaš ta pogovor. Ni bilo, da moraš iti do ene ženske, pa pač dejansko, veš, bolj vizije, samo na to, tako. Zdaj se moram smeha, ki je tako, en TikTok bil, tako, veš, tips cigar, veš, when you react to her story with the fire, veš, kao, ne veš, ko daš v njoj ogenče. Ja, skozi, fire emoji, skozi, full reaction, skozi. Zdaj veš, koliko pojem folka si dala dol zaradi tega enega fire, Ja, pač ja se strinjam. Pač jaz to vedno naredim. Šaro kao, frajer, kao, veš, cigaro, kao, veš, ko when you react with the... Kaj zdaj meni ste, ki lahko lajkaš story, je to dobro ali je to slabo? Ne vem, kaj je point. Jaz bom tako rekel, to je ena boljših stvari, ki se lahko dal na Instagram. Lajkat story, ja. Ne sam za
tako folk dejansko, ki ima biznis na Instagramu, pa to, da jim folk lajka, jaz imam feeling, pač tudi Boljši tako, engagement je to. Ja, boljši Najprej engagement to, ja. dobiš, pa tudi, jaz imam feeling, če ti folk lajka, da pol pač te bolj puša Instagram, ampak pač tudi again, pač imaš eno punco in lajkaš stories, da ni treba več reactat in lajkaš ono. A veš, prvo je bolj sneaky, Ja, ma bolj ne, je sneaky. problem, ker ne moreš se odzvati na like. ne, si zato prvo lajkaš, pa čez neki cajtaj pa odgovoriš še fire emoji. To je ono, cel algoritem, stari, razumeš? Že sam da ve uno, da... Ampak notification dobi, tako da to je važno. Se zato, a veš. Dobi, Pa veš. še zdaj Liked ne. your story. Pa še zdaj ne lajka toliko folka story, a ne, in tako pač, naprimer, ko me punca lajka story, pač je ponavadi tako ena ali pa dve in pač vidim tako, a ne, tako da. Koliko ženski reakte na storije? Kaj? Tako, ko daš nek story, koliko dobiš reakšnov, tako od kakšnih dorih? Ne vem, tako honestly, zadnje cajte ful bolj, ne postam sploh tako na story, tako kaj jaz delam, pa to bolj sam shaream, musko, evente, uno, probam pušat folk, kakšne clothing brande, whatever. To neki folk te bo followal počasi, če samo Ja, to veš, dajo veš, gor. mene to, honestly, mene to vse. Pač jaz sem kled, da podpiram to sceno in pač, da se naredi neki. In pač, lej, če folk me bo unfollow zaradi tega, ker jaz postam slovenske artiste, ker jaz mislim, da so dobri, ali pa slovenske clothing brande, ali pa karkoli slovenskega, pa da to promoviram, pa jebi ga, pač včasih mogoče kaj spevam, ali pa whatever, ampak pač, lej, to je treba podpirati in jaz pač stand by. Ne, se to jako, sem tako, roko na srce, jako da podpiraš, malo folk hoče vedeti, kdo podpira to vse. Ja, Da kdo si, ne? Ja, No, zdaj rekel, baci selfie gor, ampak malo bolj, da se Ne, ve, tako kaj se, se a veš, dela. jaz probam še zmer, naprimer, na Instagramu dost postat, čeprav, ne vem, trikrat na let postat. Realno je težko postati. Mislim, Ja. Vsi veš, ko mi nismo imeli kaj postati na Ja, naš TikTok. Ja. Ja. Ne vem, kdaj sem mislil zadnji dal neki na Instagram. Od mene zebe, komada. Sem dal eno sliko, ki smo bili v Kranjski gori, par slik in to je to. Drugače ta od podcasta profil Ja, grmi. grmi. Ono Ja. pač res raste Lepa konstantno. hvala vam, lepa hvala. Svaka čast, svaka čast. Na Instagramu Ti, neki. ki si v muziki artist in to ne, je slišal mene zebe, Autist. Ne, ne, komentiraj. tako bom rekel, production value je full jak, bitič jak, zmiksan z mestran jako, zdaj pač tako je uno zajbancija, tako da ni glih resen komad, ampak pizda jako je. Pa všeč, a veš, ne mi je všeč ta scena, rabiš ene tako komedijene, ki delajo musko, type shit, a veš. Lil Dick je meni jeden jač. Ja, ej, lej, Lil Dicky pač v prvem letniku, ko smo začeli poslušati, unironically pač, Ja. ampak smo ga dejansko poslušali, a veš. Tako ne samo enkrat poslušaš pa se posmeješ, ne, Ja, dejansko bangeri. dejansko smo ga bangali, naprimer Russell Westbrook on a Farm, ampak ta je malo bolj resena, ne. Ne, dej povej ti, ko ste kaj začeli, kaj je vaša storija? Ja, v bistvu v tretjem letniku. Čekaj, prosti, kjer je letnik si? 2000 generacija. Let's go, to je to. 2000 generacija Goated, mi smo next up, sem to rekel. Yes, sir. Oprosti? Ne, pač drugi teden zveste, zakaj? Boste fucking videli, zakaj smo fucking goated, boste videli. Naslednji let, 2 leti se bo videl, zakaj smo goated, ampak kaj, ok. No ja, in ta pač Bine, N3, je začel delati neki bite, pa on, CJ, pa še en Velo, so rekli, kao, da bi kupili mikrofon. In so isto meni rekli, ampak jaz sem pa tako, jaz sem rekel, ma ne, jebeš to, repal bote 3 mesece nam vzel, jebeš to. Ok, oni kupijo mikrofon, posta pa pač N3, Bine, pa Jakob, Trill, sta naredila komad Bsov v džakuziju. Klasika, ne naša. In sta ga postala na SoundCloud in sta dobila kar nice reaction, ne, pač nista pričakovala. No in jaz sem pol enkrat pri Binetu in je ravno sta snemala Mumijo, to je pa pač naš največji banger, a ne, tako se je nekako tudi začel s tem komadom. Je pokazal beat in je rekel, če bi hopnil gor, ker sta imela ona dva že posnet neki, Jako pa Bine. In sem jaz rekel, dej, sem spisal shit vers, kar neki res ono, zanač versa, ne, ampak Ti podej, spitaj embar, kaj pa. Ja, začnem kao, ime je Tilan in jaz sem Moses of Rap, a veš, ono najbolj tako, ime je Tilan, a veš, ker sem Sweet Tilan, pa noben me ne kliče Tilan, ne, pa sem pa rekel, kao to, Moses of Rap, ne vem, sploh, kao, hočem splitat the waves, ne vem, kaj, whatever. Tako kao, Sweet Tilan, kao, to bi lahko to je repne, kao ono sladek. Ja, vse to. Ja, ali pa, no ja. In sem pač dropil bar, poj še Miklavš, ta CJ dropil en dan kasneje, mislim da, in postal kar naenkrat to začelo cepati.
Views kar gor, a veš, vsi so podprli. Čekaj, prosti, so še vedno na SoundCloudu ali YouTube? Ja, to je bilo na Okay, SoundCloudu, a veš, mi smo se pol odločili, ker smo še, mislim, da smo še en komad takeover naredili, ker ga ni več na YouTubeu, ker je pač garbage. Smo se pol odločili releasati na YouTube musko, a veš, in pa na YouTubeu je pa še bolj začel popati, ker pač na YouTubeu, evo, Dons je hitna Mumija, 200,000 ogledov, svaka čast vsem, ki poslušate res, Vsi čkirat. Veš, to se vidi, koliko imamo core fanbase-a, v bistvu, ko folk posluša ta komad, ki je 4 leta star in še zmer viewsi konstantno rastejo. Ne vem, če je dobro. Mislim, meni je tako, ampak za performat ga je pa hype, ker res vsi znajo. Tako se začeli, pa smo sam začeli postati, pa smo imeli nek prvi show. And that's it, the rest is history. Jako. Pa na začetku ful nismo, a veš, mi nismo imeli imena Capital Cruise do prvega šova. Mi smo kaj bomo dali me. In pa sem šel skoro na Wikipedijo od Ljubljane in je kao pisal tam Capital City, a ne, z modro. In sem skoro, Capital Crew, pizdač, Capital Crew, in si, ja, to je jako, to je jako. Jako. Zdaj smo pa tukaj, kaj smo. Dej, povej malo, tipo, ko se lotiste komada ga spisati? To je tipo core del komada, ko sto? Ja, ponavadi je prvo bit, okay. naredi, mislim, večino nam dela Hugh, shout out Hugh. Hugh je itak najboljši producent v Sloveniji, pač that's no cap, pač pa full mlad. Tip sem delal z drillom itd. Nam nič govoril. In on nam da beat, mi ga pol pač, če je jak, in pa gremo v studio, bi ga pišemo. Ne? Zdaj pa včasih je, naprimer za en komad na temu albumu Paska smo ga dali ven, Hotu treba. To je bil res v studiu smo bili, biti čist in je dropal Hugh ta beat. In to je kar stekalo. A veš, to je kao a veš, ko si začutil, ko sem slišal beat in to je rekel Bine včeraj ful dober. Pogledal je Jakoba že pisal. A veš, jaz sem takoj za Philu Jump, ker sem bil tako, ok, emotional, let's get it. Tako je najboljš, ker spontano, kdaj pa delamo komade, pizda po mesec, a veš. Tudi malo se studijom lovimo, ker nimamo dosto tripa imamo plec, tako da se moramo dostkrat furati in se ne moramo glih uskladiti tokrat, ampak drugače. Naprimer, prejšnji let smo šli na Brda, smo snemali album, ki ga bomo pač pol nam še rekel, kdaj dropal, ampak zdaj letos? Pač ja, letos bo. Letos bo, ampak imamo že tako 3 komadiče, ko so, en je že končan zmiksan z masterom, ga boste tudi slišali v petek na Vibe Checku. Prvi single iz albuma. Like, comment, share, subscribe, follow, lahko čuli. Pa bomo pa isto snemamo video po eventu. Lahko bi tudi, veš, ta komad, ne? Ja. Lahko bi dali, kdaj bo ta event? V petek, 25. Da bi dali v intro, veš, kot za Masajo. Kaj bi se dalo navoditi tako en snippet, tipo 5 sekund komadiča? Ja, pizda bi se dal. Drugače, ne? Ena knjiga, ki jo berem, glede prodaje in marketinga, ne? Okay. Najboljša stvar, ki lahko narediš, da se pač stvar sama proda, ne? Recimo primer, ne? Veš, recimo kupiš kužka, ne? In on se v bistvu sam sebe proda lastniku. Torej, ti ga kupiš, ga vzameš domov in on ti reče, če ti ni všeč, ga lahko kadarkoli vrneš, ne? In recimo, ko te pogledal ni kužek, razumeš, kaj ga boš vrnil. In isto, da je vrnil že isto je recimo s komadom, ne? Ali pa sladoled, veš, ki ti dajo da probaš ličko. Pač si proda sam sladoled, razumeš, ne? Sam si ga probal in ni rabo niti ti prodaje, si se pač samo odločil. Lej, to je en line, ki ga bi ne rečel v komadu, dobra muska se pač sama promovira, ne? Ja. Kar je pač čist res, če boš ti dropal, dobro, ni čist res, ne? Okay. Poznam folk, ki je dropal že banger, pa pač nič ni naredil za marketing, a veš, čist nič moraš še zmer malo narediti, ampak če imaš ti dober komad, bo to bloval, pač, ker bo folk poslušal. Recimo od Masaja zdaj ta nov ni panike. Bolan komad. Nerealno. Spot. Fuck. Jaz sem ga imel 2 tedna prej, jaz sem ga preposlušal v avtu, ki mi je poslala in oni komad je bil tako dober, pač se je še vedno dober. Sem je rekel, zdaj moraš poslušati toliko, kot si ga poslušal zdaj prej, kao za view je, ampak ne rabi, jih je dobila toliko, da... Ja, nerealno, pač kaj je en mesec. Če 100 jurjev, ja. Pa se jaz že pričam neki cajt, jaz sem tudi ene komadiče že prej slišal, ko dela s Hugotom dosti, s Hughom. Ja. In sem pač rekel, to je next up. Ona bo šišala celo sceno. Grmi. Ta naš Dončeš ga grmi. Ja, jaz mislim, da on je že, kaj...
Pa če ne moram verjeti, imam kolege iz Amerike in pač vede, jaz sem Slovenci in to, ne? In ti puno, pač ta vaš Dončić je tako moj najljubši player. Sem rekel, čekaj, pri vas je že tako in the culture. Je rekel, ja, pač tip je the tip. Tip je tam gore frajer. On je dejansko Da frajer. o moj bog, Slovenc leko je dober. Ne, njim je jak. Ja, facts. Vse sem tudi videl, pač Mavs fani ga imajo pač res radi. Tako kot z Dirk Novickim, ki je pač same love, same energy. Ampak ja, Don Kelly, če early usvoji kakšne championshipe, kakšnega MVP-a, ima definitivno šanso, ne. On bo fiks, mislim, kaj se ti res rastura. Vsi tip je tipo par let ne, on je toliko, mi niti ne vemo, koliko je on v resnici jak, tako, mislim, ne predstavljamo si, kako je on v resnici. On je tipo scena, ta Jordan scena bo on bo neke patike naredil svoje. Bomo furali Dončić low, Gledal sem en video. Gledal sem en video zadnjič, kaj pač Tipson je, ne vem, neke statistike upošteval, whatever, statistično, da je Dončić 5. najboljši 22-letnik, zdaj že 23, ampak takrat, kaj bi 22, da je do une točke, pač 5. najboljši 22-letnik v zgodovini NBA. Yeah. Ko pred njim so bili do 22 leta boljši Shaq, LeBron, Durant, pa itak Durant, pa LeBron sta šla straight iz high schoola v NBA, tako da, ja no, pač res crazy. Jaki. Tu po moje bajne pare obrača on zdaj že. On obrača že lepe cifre. Poli reklame, friend. Evo, če bi imel za bilo kakšen brand, najprej je slovenski, tako da vam uspe. Ko vam uspe, s kom bi naredili en tako brand deal? Perutnina Ptuj. Ta je težka. Štekaš, Dončić ima poli, kaj bi vi? Kakšna argeta, kaj bi vi? Lej, zase mogoče, a mora biti slovenska? Ma kaj naj bo krče? Mislim, zase tudi argeta recimo ni slovenska, je hrvaška zdaj. Res? Ja, tako da zdaj moramo zdaj tako, ne? Ja, jaz bi rekel zase kakšna Coca-Cola, ker je to moj favorite drink, pa hočem lifetime supply of Coca-Cola. Mogoče to, I guess, ne vem, no. Kakšen clothing, ne vem, jaz mogoče personally clothing brand. Za bojze pa ne vem. Jako je drugače, naprimer, kad dela, kad naprimer Travis Scott naredil z McDonald'som šita, veš. Ja. To je pač pocepo to keša da džabe. Mislim, kaj ni to malo nepošteno pizda, če si ti že pun denarja, je ful lahko že narediti ful več denarja. Zato vsi hočejo denar. Ja, pač ne, on ima, tipo ta following, slavo pač, ne. Ja. Če imaš ti enkrat slavo, lahko narediš ful denarja, če, pa tudi recimo kaj, ne vem, Kim Kardashian, pač ona, kako je ona začela, ne? Mislim, ja, ampak pizda, čim je dobila neko prepoznavnost in slavo, je lahko naredila denar. Ja, ampak veš kaj je, moraš biti pameten. Narediš nekaj, ampak mora biti kvalitetno, vsaj nekako mora. Torej, kaj hočeš, da si gledal od Kim Kardashian? Ja, ma ne šel ona, ki ima vse te make-upe, te skims in vse to, ki ima, je kvalitetno. Si gledal prvi njen video? A ja, sem videl. No, še vedno je trending, what the fuck, staj. Sploh ni toliko dora. Pa kad imaš uno na Pornhubu top porn star, to še zmer Kim Kardashian, tam sem tako, what the fuck, bro. Zdaj sem videl nek klip na TikToku, kao, da je on njen otrok, da je igral Roblox. Ja. Je bilo neki, da je najdu gor, kao, da ima kao pornič. A vem. Sprejel slejbo. Na Robloxu, stari. Troci jih ful igrate Roblox, ne vem, kaj je to, stari. Čakaj, oprosti, da ti ima mama najbolj famous sex tape na svetu. To je, a veš, to je pol problem. Lana Rhodes. Tudi otroka. Ne, to bo slabo. Ona je Slovenka drugače. To je zdaj nek misconception. Jelni zdaj, ne vem. Je, kao da so starci ali fotri iz Slovenije ali neki. Ampak Dora je. Američanka, ampak slovenske korenine. Dora je. Huda je. Huda je, resno. Imaš kakšno favoritko od zvezdic? Mija Malkova je huda. Kira je ta? To je neka Rusinja. Ne, Američanka je, samo tako ime, ja. Ta Rusinja. Ti, Jure? Meni te profesionalne, ne. Ja, drugače, majke mi je zadnje par let tako dosta imečer porniča pogledam, majke mi pač, no. Kaj drug vibe. Je bilo realno, a veš. Ono je tako... Mislim, Kira uživa ono sploh, veš, ko je... Ne, ono je sam tako, sam na polno kar neki, ono, a veš, ono, imaš pa pol, kakšne hude, kaj jih najdeš. Moraš nek underground shit najdeš. Kaj, greš na dark web? Na 500 stran. Dobro, okej. Let's chill out. Ne, ampak tako greš na 500 stran, veš, Pornhuba. Ja, veš, kakšne scene so tam na dark webu drugače? Ja, ne, ono je prefukaj. Mislim, slišal sem. Ma tipo forum, ne vem, tipo neki plačaš in tipi od... Dobro, pustimo stati. Tipo, ne vem, veš, ugrabiš žensko in pa zdaj z njo, kar ti rečeš.
Ja. Sto Ker je tako crazy, follow. pač to je- Veš, kaj se dogaja na svetu, ki mi sploh ne vemo, stari, tako. To sploh ni tako full filmsko se slišim, ampak to je dejansko to real shit. Dejansko, To, no, so ampak pač, to kakšna je. Da To si v je. kakšni Indiji, stari, veš, tam, ki uno sploh folk ne ve, kdo je sploh kdo. To je, ja. Sem to je tudi full scamov na tem dark webu, to kao hitmeni pa to, a veš, to sem To plačal no. 10 kep, ti vzamejo cash in to je to. Pač, Tebe a veš. poči. Edin, če greš pa res deep, verjetno pa najdeš, ja, veš kaj, ampak pač ne moreš iti z unim surface level. Pa sej je bila fora, jaz sem gledal, mislim, sem poslušal podcast tem, ki je naredil ta kaj je že Silk Road? Ja, Silk Road, ja. On je imel, mislim, da tako za 560 milijonov bitcoinov, razumeš, pač nekaj mu je ostalo tam, ne? In so mu zaplenili FBI, mu je zaplenil vse. Ja. Pač, tip je obrneš, kaj še dar za nesilko. Tam se je kao res prodajajo, ne? Samo še vedno nastajajo te mirror sajti, ne? Sej še vedno se dogajajo te stvari, ne? Sej so nekega tipa, ki ni bilo več, kaj je bilo nekje gor, kaj je Celje, ne vem, ki je hotel tip naročil puško. Ja, pištolo. Na dark webu, ne? In ono so FBI sporočili, da kao, tipo, no, vidiš, tipo, no, vse VPN bi uporabljali neki. Veš, tipo, ono, veš, napisal ono puško in dal svoj naslov. Ono, Ja, pa šuno, stari ja, član, šel na stari. dark web, skozi vse to, da nabavi pištolo in Zdaj- naslov domač. Če bi jo kupil na tlekje, stari. Ja. Pač, lej, drugač gledal sem en video v unem Silk Roadu, ko Ja, ja. se prfuknen shit, Ja. ampak se je sam zajebil, ker je pol začel delati napake, a veš, ker je neki se preveč s tem folkom... Ja, ukvarjal, neki ker se na je tem zakačil Silk Roadu, nekje, ja. ja. In pol pride takoj problemi, tako da jebi ga. Ja, pol tudi požrešnost, ne, to hoče skelati Ja, in... Man, veš, jaz mislim, kot se spomnim, bila neka fora, da Ti on povej, ne bi kdo- nekoga kdo ne ve, kaj je to. ubil. Hitro, ta silk, to... Ja, Silk Road je bila kot največja platforma za kupovanje ilegalnih stvari na dark webu. In So pač pač lahko si ukinili. pač, mislim, tam so začeli v bistvu kriptovalute, Bitcoin se je tam prvič tako pojavil komercialno, ne? Zdaj ste videli, ste slišali projekt Luna, je padel za 100% v enem dnevu. Kako si rekel? Luna. Prej smo se pogovarjali. No, KSI je izgubil 2,5 milijona čez noč, no. Bam, zmanjkalo denarja, nič. Kaj? Mislim, nisem šel full deep, ampak ta coin je vezan na nek stablecoin, tipo nek USDT, ne vem točno. In to vem, da je en del in vem, da drugi, da se zgodi ta neka hiperinflacija, da je nastalo par milijard coinov in prej jih je bilo samo, ne vem, tipo par milijonov, 3 milijone, ja. razumeš? In hiperinflacija, cena na nul, Ja, nič, stari. Folk je zgubil life saving je ono s to Luno. A sta vidva, ki je v kripto to drugače? Ma jaz sem neki v easy, jaz sem zdaj pravim bolj v delnici iti. Se bolj učim to. Ja. Jaz se letos lotim tega. Sem si naredil account za Interactive Brokers, zdaj jih. Oh, nice. Jaz sam čakam, itak zdaj nisem v keša, ampak jaz sam čakam, da bo vse lepo fuknil. Itak bo kriza jeseni taka, da džabet. Kaj, ja, samo stari bo šel denar zase, man, itak. Že zdaj je, mislim, zdaj so šle cene krat dva. Ono, Ja, valjda, sej še zmer bo rastala, ne? Sej, ampak at one point bo mogel začeti padati, ne? Ker mi imamo zdaj, zdaj je pocepalo, vse full. Zdaj je Bitcoin na polovici, ne? Ja, no, ja. Kar je bilo 400 evrov. Jaz drugače bolj govorim na splošno v ekonomiji, tako pač. No, tudi, kar si rekel za delnice, a ne, naprimer, koliko jaz vem, je zdaj stock market najvišji, kot je bil kadarkoli prej. Ja, itak. In to bo pač eventually bo to break. Sam, veš kaj je fora? Ne, če ti long, ko bi rekel, vse vedno raste, ne? Zato, ker ti, veš, denar je manj vreden in podjetje je še vedno isto vredno, ampak bo več, ko bi rekel, razumeš? Inflacija, ne veš, razumete inflacijo? Ja, sem... Ja, ok. Sem še zmeraj, jaz mislim, da bo kar kriza. Ker mislim, da smo bili že pred korono, da smo bili v nekem bublu, a veš, ki bi počuhmal. Zdaj pa korona, veš, fora je, da kriza ne more biti, dokler ekonomija države ne zalaufa 100%. In to se še ni zgodilo od korone, to se bo zdaj zgodilo. In bo, po mojem Upajmo na Še najboljše. Ukrajina. Ne, jaz upam, da bo, honestly, ker pač jaz bankam na to, da bom make vse manj. Ampak, upam, da nobenega ne prizadane preveč. Ja, vse veš, da ti zaslužiš nekaj, mora nekdo spušiti. Tako da. Že, ki smo o pušenju, ne? Zakaj imaš ti plava kolena, Jure? Kaj si delal? Kaj se vidi, da imam plavo kolena? Pizdo, res je plavo, viola je, ne plavo. Torej, Kaj sem delal? No, včeraj smo praznovali rojstni dan od naše prijateljice in nekaj več včasih od Mateja. Rojstni dan. ja, pač rojstni dan, ja. In kaj se moram povedati, zakaj sem padel? Ja, nekaj sem dvigal.
in je bilo mokro po tleh, lahko damo sliko, kakšen je bil plac. Ajde, mogoče boste Mogoče boste videli slikico. In dvigal sem in so mi tako noge, ker sem bil pač malo pod kotom, so mi zdrsali nazaj in sem se tako usul, da sem padel na kolena, tako direkt dol. In ono, kar sem dvigal, je padlo na nekaj drugega in je poškodovalo nekaj drugega. In jaz sem se razbil sem tipo 2 flaše alkohola, ki so bile na mizi. Pač ono, Zato je pa pol tok sticky floor tam. Ja, povsod. Ne, nisem zaradi tega, so druge polivali, nismo samo tam. Ampak ja, no. Jako. Ja, kaj si pa ti, ki je počel včeraj te zavajme tej? Nič. Tebe ni bilo nič, star, ti si bil zunaj, z Lukcem 3 ure, stari. Ja, pogovarjali smo se o... No, pizda, kot da ste se pogovarjali o vaši zvezi. Pogovarjali smo se o novicah, ki bo folk zvedel par dni po temu podcastu in pogovarjali smo se, kako bomo prevzeli slovensko sceno in svetovno sceno. Tako da, making moves. That's what I like to hear, pač. Dej, poveš ti na hitro, tle imamo goste stari, moramo malo več o gostu. Kaj je gost, kdo je gost? Kje ste se vi, dečki, dobili? Zdaj, jaz pa Bine, sva že sošolca iz osnovke. Miklaus CJ, on je bil v paralelki. Z njim sem se malo bolj v srednji šoli začel družiti, prej se nisva toliko družila, ker sva mislila prvo, da bo šla oba na medijsko. Sam sem se pa odločil za tehnično. Tako da ja, Jakob... Oblikovna ti ni prišla na misel? Se vidi. Se vidi. Malo te moram. Ma se ta srajčka je huda, stari. Ne, pač dejansko ti paše. Te srajce si nisi sam zlikal, ne? Hvala. Te srajce si nisi sam zlikal, ne? Kaj? Da je nisi sam zlikal. Ne, mami mi Ja, ker je to razlika, ne? Ja, mami. Shout out mame, Mona. Pač jaz si likam sam srajce, da nikoli ni tašna, Mona. Ja. Ne, ni šans, jaz mislim... Ne vidim ono, ki stoji pravilno, veš, ono rokavi, ono so lepo zalikani, ono razumeš, da... Ja, ali ta prota... Ja. Stari. Ne, se mora biti. Moram biti urejen. Ne, srajca je the shit. Srajca je najjači kos obleke, ki je lahko, pač za moj pojem, boljša komajca, pač bolj zapali. Mislim, meni je tako, odvisno kako je rokaš, kaj veš, jaz, pač ok, če konvencionalni rokaš srajca, ok, ampak jaz sem šel, zdi tako malo bolj na tak loose vibe. Ja, recimo lanene srajce široke, pač meni je to vibe. To ga ful sede. Še posebej poleti na plaži. Ja. Se vibe. Sorry, povej. Ne, sem tako pač, big sem into clothing, zaradi tega se pač tu. Ok, ajde. Pauza, naredi fit check. Dej. Ajde. Na hitro. Kaj imaš? Air Jordan 3 Fragment. Malo dvigni nogo. Evo ga. Air Jordan 3 Fragment. To Fragment je ena japonska firma, ki je kolabala z Jordanom. Teh nerealnih šuhih, najjači šuh je of all time, right here. Kratke hlače od Fotra. Nisem imel drugih kratkih hlač. Tako da, hvala. Foter. Srajčka Valentino. To je moj personal collection, ki sem ga dobil v bistvu. Prodajam obleke na Instagramu. Second hand clothing pa to. At ABAP store. In sem pač, veš, dobim kose, pa si kaj vzamem za personal collection iz tega, tako da sem dobil 2 Valentino srajčke. In to je to. Flex. Kaj še imaš pa cene, tako kaj? Recimo. Pizda je ful pocen. Ja. Še posebej, če se tako poznamo, tako da vama dam... Recimo Valentino srajca, evo. Ja, tole Valentino srajco bi dal za 50 flik. Pa je pač, to je nova vintage. 50 flik, stari, ono 5. To je dosti stari. Ja, samo je Valentino. Mislim, sam lej, štej to, da je to nova srajca, plus to, da ne boš videl nobenega drugega s to srajco, ker je že toliko stara. Raj dej kontakt do onega supplierja. A veš, jaz bolj to vzamem od folka tako. A veš, doma. Pač ne vem, lej, če ima ta vidva kaj strga, pač mi lahko prodate in sem to probo prodati. Zdaj tudi vem, kakšen je market, kaj vse moram prodajati. Hudo. Ja, drugače pa očala Dior, vintage, kapca pa Ziggy. Ziggy Tribe. Vintage. Maste kaj z Ziggyom vi? Ja, imamo. V bistvu smo delali že, oni so nam sponzorirali ta prvi video, ko smo ga delali. Nice. Pa tudi naredili so nam rizle za Past, za ta naš prvi album. Kaj ne ponovadi ljudje prinesejo rizle, ko pridejo, ne? Ja. Ampak, zgleda, da ne. Ja, zdaj naše prve Past rizle imamo sam še en box, ki ga bomo mogoče ga bomo releasali in the future za neko ceno. Zdaj bi imeli te nek limited edition, pizda rizle. Tam Junior, Masai in smo pričakovali vaše, ne? Lej, bom prenesel naslednjič. Fora je, da tudi, pač mi smo razprodali vse. Dej ne glumi, stari. Ne, zajevam se, mi se ful, veš, mi raj naredimo tako,
ne vem, tudi za merch malo naredimo mogoče malo manj, pa da prodamo hiter. Koliko kosov prodaš merča? Ja, ne vem, smo samo enkrat hudje delali, smo jih, ne vem, naprintali 60, pa smo jih tako v enem tednu prodali. Ja, kolušno. 100 nogavic, 100 parov nogavic, Capital nogavice, smo jih isto prodali v enem tednu, to je šlo. Kaj si prodal ono posebej, en kos? Ja, pa če. Ja, večino Eno nogo. A ja, da si sebe. Kao je vsaka 5 evrov, no. Zdaj so bili, veš, ful smo kvalitetne nogavice naredili, pa smo jih dali realka za 5 evrov. Kar folk bi Kaj kvalitetna nogavica? Veš, ko vidiš več. Kaj, recimo, ne vem, kaj Nike ima kvalitetna nogavica? Kaj ste imeli tipo to rebričaste fore? Ja, imeli smo vse to, imeli smo okoli in okoli ful jak vzorc. Kakšne materiale so dobre nogavice, to me zanima? Tako kot Nike navadne. Tipo take navadne? Ja, take navadne, samo da so imeli boljši vzorc, tako bolj okol, pa bili so malo kompresijske, da so za basket, ker to smo releasali na našem prvem basket turnirju, ki je bil pač 2 leti nazaj, zdaj bomo pa ta let, 26. junija, če se ne motim, delamo pa spet ta basket turnir, ki je bilo med korono, smo malo napol naredili, zdaj bomo pa proper, smo dobili tudi dosti sponzorjev, tam se bo točil Ljubljana pivo, Haze Hard Seltzer, najboljši seltzer. Pa Isa Skombuča, pa še Isa Skombuča, ona je isto ful prispevala k temu, pa Gross Basket bo verjetno tudi stopil zraven. Isto shoutout, the main sponsor Nathan Sovre, naš barber, on se je odločil, da bo nas malo podprl. Slovenščina matura 4. Ja, nam bo malo pomagal s tem, tako da on je the main sponsor. Tako da prej ste neki govorili, da delajo fucking evente, fucking delajo evente, se ne zabavate, tako da vsi čeknite. Je, pol menimo se zdaj... Čakaj, kaj ime firme je tega ORG? To če imaš spet samo šlako ORG. Ne, a veš kaj, fora, da če imaš .org, to je v bistvu kao, moraš imeti organizacijo dejansko. A veš, vsi, ki imajo ORG, so dejansko organizacija kot firma, ne, pa če to ne moraš imeti, tako da to moraš pol zaprositi, pa imeti dejansko. A res, moraš zaprositi ORG. Nisem vedel, hotel sem, da drugače ORG.org. Zdaj bomo delali spet na stran, tako da. Jako. Pa isto, menimo se za nek tako, da bi naredili nek festival, karmit zadevo. So nam ful všeč, ne vem, vsaj meni. Ni bilo zdaj v Portorožu, nekaj sem vedel. Ja, so imeli. Sej ravno te, ki se mi z njimi konektamo, k Drift Squadron, mislim, da so bili kle. To so v bistvu eni tip, so nekaj driftajo z japonskimi, z JDM auti, kle v Sloveniji, six scena, najjači to do it, pač out here, tako da to se isto lahko pač čekirati, Drift Squadron, pač. Oni nam tudi ful pomagajo, za video nam bojo tudi par avto posodili. Zdaj za ta video sem rekel, gremo all in in bomo pač hočem curatat pač video, hočem res da mehne detajle in smo se odločili, da bojo vsi avti bojo Japonci. Smo dobili v bistvu najjače japonske avti, pač res hard japonske avti. Ajde, kaj so najjače japonske avti? Lej, če gre vse po planu, bo tudi kakšen Skyline noter. To je kaga Paul Walker voz o trojki, mislim, ne? Modern, nekaj je ponavadi, modern, ne? Ja, modro siv. Ampak take zadevce. V glavnem dobili bomo tako avte, ki so v top 15 najbolj legendarnih JDM avtov. Tako da definitivno. Jaz bi rekel par besed, stari moj. Kot sem spet tletizem, jaz ta moj eventič, kam jaz grem, ne. Ful je pomembno in naj bo to motivacija vsem, ki spremljajo, gledajo. Moraš v lifeu najti spreman folk, ki ti je pripravljen pomagati vse ta pravi člani ride or die in fucking možno je narediš kar fucking češ. Yes, sir. Drugi teden zveste, kako sem jaz pogazil z mojo ekipo fucking sceno. Člani gazijo letnik, si že imel 22 letos? Ne. Evo, 21-letnik gazimo, organizirajo, stari, za reč v očeh klinci, fucking klinci. Gazimo, Jure tudi malo starejši, sami mladi, kar česte fucking najte folk in pejte narediti. Ne čakat. Lej, pač dejte se res, pač če folk dela skupaj se zberte, pa pač delite v communityju. In naj vas ne bo sram, Ja, majke mi. Pač, sram je najslabša stvar. Izpostav se out there, bod to, kar si, botril, to je najbolj pomembno. Če kjermokoli artistu lahko rečem, je to botril. Ne človeku nasplošno. Facts, ja. Tako da je, a fucks with that mentality, res. Pač, ali
muzika, eventi, karkoli, jaz file, evo, OnlyFans. To je to. Biznis, stari, tle, podjetje, stari. Jure, lih tako, ne? Ti bi rekel, jaz hočem imeti svoje fucking podjetje. Veš, kaj šel narediti? Ustvarjati svoje fucking podjetje. To je svaki tečaj. Zdaj ne smem povedati, na katerem koraku je, ampak je že na prvi stopnički ustvarjanja fucking podjetja, kaj me ti mene fucking zabavaš s svojim produktom. Pač, kar če ste lahko fucking narediste, lepo fucking prosim. That's right. Tako da... Pa nikoli ne misel, da ti je cilj previsok. A veš, čim imaš više cilje, čim imaš tukaj cilje, boš pač prej prišel sem, kot pa nekdo, ki ima tukaj cilje. Pač veš kaj, cilj mora biti malo nerealen. Ja, se zato. More biti. Ja, to se strinjam. Jaz to povedati. Jaz dajem najbolj nerealne cilje. Jaz hočem biti najbolj bogat človek na svetu. Ne more biti, zdaj pa pač karkoli bom do tega naredil. Ne, ampak mora biti malo nerealen, ne sme biti preveč nerealen. Moraš biti motivacija. Jaz sem včasih res malo uno dreamer, tako bom rekel. Dobro, okej, meni je cilj 911, ka pizda, ono. En dan. To jaz se vidim, jaz včasih... En dan. Imam prav ono Fato Morgano, pizda, ono, se vozim v avtu mojem in tako krem, kot se vidi, kot da so v mojem Porsche, no, ono, jaz ono, ko me čakam, zdaj šel v Ljubljano tako in 911, ko zraven meni oni tip notri, tako so se isto pizda stari. Kmalu je, res. Kmalu. Ne vem zakaj, jaz hočem imeti 911. Ampak to se mi meni sploh ne zdi tako nerealno. Ne, če delaš pač ti. Ja, ampak hočem reči tako, če prideš... Ja, to je ful res. Ja, ampak da si lahko privoščiš tak avto, moraš malo več. Ja, to je. Tako mislim, ne, veš, zdaj bi lahko kupil samo kaj bom jedel kruh. Poslušal sem, mislim, da zadnjič YBN Corday je bil na enem podcastu in je rekel kao za rap, a veš, kaj v Ameriki si vsi chaine kupujejo, ful pa zbrali. Če ti hočeš za 10 kep chain ali 100 kep, ne vem kaj je rekel, 100 kep ali 10 kep, moraš imeti tako 30 mili. Ja, za 100 kep chain moraš imeti tako 30 mili na banki. A veš, folk si gre pa prvi milijon zasluž, si gre chain baviti avto in pol, ja. In pol fafak. Exactly. Za reč, eden od ciljev v karieri, v lifeu, kaj ti je? Tako realen cilj bom rekel pač, ful bi rad pač delal v kulturi, splošno cel svoj life, rad bi pušil to kulturo, šel bi tudi izven te države pušati kulturo. Na italijanski trg, na jugoslovanski trg, ameriški trg. Pušiti kulturo. Tako da, ja, pač kaj veš, naprimer s tem pač vizija za ta ORG, naprimer je, da bo iz tega, upamo, nastal tudi label v prihodnosti. Ker imamo pač zdaj pač probamo s Capital narediti, da smo čisto self-reliant. Imamo nekoga, ki nam bo organiziral šov, imamo nekoga, ki nas bo menedžeril. To so vsi prijatelji, a veš, to je vse community. Zdaj delamo ekipico, ki nam bo snemala za ston video, svaka čast vsem trem, ki ste na ekipci, svaka čast vsem dodan, da boste še prišli. Za ston video, no vas ne veli. Ne, res, ne, a veš, ne, mene to, jaz mislim, da je to, honestly, folk v Sloveniji ni pripravljen za ston delati stvari. Ja, da bi se spušil naprej. Koliko folka mi je že rekel neke outrageous scene za neke stvari. Sploh ni toliko jaktiv. Ja, ne, maskil, ampak pač ne bo dela pol skar enimi tipsoni, pa pač nič ne dobi exposure, pa če bi z nami delal, mogoče bi pa več exposure dobil. Ja, mora biti moraš delati nekaj, da ti da kruh na mizo, nekaj pa mora biti, da rasteš projekt. Recimo 80-20, da ima reč, ne? Ja, 80-20, ja. Tako da pač ja, no, jaz bi pa imel bi svojo trgovinco v centru, zraven Vintage. Ja, mislim tako, a veš, imel bi noter en basics line, mislim, da to manjka v Sloveniji. Veš, vsi grejo v H&M v Zara. Ti pa rabiš eno belo, eno idejo sem, da bi naredil pizda clothing brand, da narediš normalne bele majice. White tee. Ampak ono, da lepo stoji, razumeš? Ja, exactly. Pač, lej, to manjka, folk gre v H&M, folk gre v Zaro, podpre te brende, ki pač ne vem, zakaj bi jih podperil. Ja, in ima to majico en whatever. Jaz bi pa naredil pač nek affordable high quality, ono pizda, basic style, ja. Pol, ne vem. Uniqlo ima nekaj takega smisla. Uniqlo, naprimer, oni imajo kvalitetne basicse. Če jaz, meni je toliko žal, da ni v Sloveniji Uniqlo, jaz bi skosil Uniqlo hodil, ker oni imajo res hude basicse, pa tudi, kolikor jaz vem, ne izkoriščajo. Vsi dokaj friendly, no se je. Sigurno izkoriščajo. No, se to grem v to. Ampak ja. Pizda, ja, pa bi imel pa vintage noter, kakšne slovenske brende. Nice. Pa imel pa še en moj friend ful dobro idejo, da bi revolution, ampak to nam govoril, sam da bi se revolutional formal wear. Pač formal wear, to so formal, ja. Ampak to je pa pač, to pa nam govoril. Naredil je neko tezo, nek paper je naredil in je ful jako. Dej link bomo dali tle. Dojel sem Majke mi zadnji let, da pač preveč, ko govoriš, pol ti folk fucking krade ideje, tako da vsi, ki ste... Ampak veš kaj je najhujša stvar v resnici, ne?
bolj folk ti krade ideje, stari, veš, ko je folk nesposoben. Ja, Veš, mislim, da ti, lahko jaz povem mojo idejo zdaj na pamet vsem in jaz ti garantiram, da noben, ki ne bo tako vse to, ja. Ne bo sploh naredil, ker moraš pač biti v temu, moraš vedeti, kaj delaš, ne moreš kar neki, veš, da bi ti povedal zdaj, evo, ne vem, naredil bom firmo z, ne vem, kolesarskimi čeladami, pizda, in kaj, ki bojo neke full ore in bo se podali 100 milijonov in kaj misliš, da bo kar nek Jože tle ono pizda, evo, zdaj naredil 100 kolesarsko čelado, ono, sploh ni isto, razumeš, nimaš vizije, ne moreš tako. Exactly, ja, no, pač nimajo divisiona. Raje poveš, raje se ekspozaš in pač dobiš lahko iz tega folk. Več kot lahko zgubiš, se mi zdi, no. Mislim, a veš, če bom kakšno idejo dobro slišal, pa pač bom mislil, da on ne more tega narediti, jaz bom pač naredil. Ker pač, če mislim, da lahko boljš naredim. Ja, samo itak imaš toliko svojih idej, ono, in... Ja, to je res, strinjam. Pač, meni sploh ni treba. Tudi težko je neko drugo idejo delati, ker se ne počutiš, da je tvoja. Ja, pa ne, pa se nisem mislil tako kot, mislil sem tako kakšen biznis, naprimer, da bi mi nekdo rekel, jaz grem pa zdaj v biznis s temi čeladami, naprimer, pa sem tako pizda, če bi jaz vedel, da bi to, jaz ne bi mogel tega Jakče narediti, ne? Pa pizda, če bi vedel, da bi lahko Jakče, če bi vedel, da ta Tipson Wack to dela, eno je, če to dobro dela, pa ga spoštujem in sem tako, pač klerli šiša in to je to, ampak če vidim, da to dobro ne dela, luknja v marketu je. Veš, kaj je bil problem? Ne bi te brigalo. Ja, to je problem. To je problem. Nisem še prišel na tako situacijo. Se to niti ne bo, to se mi zdi, to da je nekdo ti pospi z idejo, kdo ti pospi z idejo. Pač idej ima vsak človek milijon vsak dan. Po moje, v glavi se nam, veš, je po moje 10,000 ljudi, recimo, električen avto, primer Elona Muska, ne? Školiko ljudi je reklo, naredi električen avto. Stari, samo on ga je, veš, kaj rabiš vse, da ti nekaj narediš, to moraš biti full... V glavnem, jaki tipi jako delajo. Jaz še ne moram verjeti, zdaj študiram več čas, ful mi je zanimivo. Luka Jorinčič, shout out. S nekim smo včeraj debatirali, tako je tle rekel. Tle jak režiser na obali. On ima tudi plan ustvariti nekaj, da lahko da šanse drugim. Jaz tudi mi je cilj eden v lifeu ustvariti svetovno znan film, comedy festival, da ko pri meni zmagaš, ti lahko dam jaz budžet in vse pejdi ustvarjati. To je hard. In isto vi delate za vas, to hočete ustvariti neko okolje, ker se lahko pridete sem, mi bomo močili ustvarjati. No, ker si ravno to drugače omenil. Fuck, stari. Zato imamo ORG Entertainment. Da se ne omejimo sploh sam na musko, a veš? Da lahko supportaste, ja. Kjerkoli entertainment, ker pač jaz sem entertainer, jaz hočem entertainati folk. Scena Damjan Murko? Legenda Damjan Murko je legenda. Smo ga imeli? Damjan Murko je legenda. Smo ga imeli? Ja. Kaj je bil? Na tem stolu je zdaj Murko. Pa sem pa počiščen. Čakaj, kaj je bil? 2 epizode nazaj? Ja. 2 epizode Damjan Murko, ja. Jako. V glavnem za na konec, folk, kar česte fucking delajte vse mogoče, nič ni nerealno. Jaz sem na lastni koži zdaj to opazil, dosegel. Paste, člani dosegajo, Jure dosega, vsi fucking dosegamo. Najte folk, delajte. Tudi če ga na začetku ne najdete, jaz sem 5 let delal sam. Ne vem, moja filmska ekipa še zdaj ima 5 ljudi, ki so spremni. In vedno več poznavaš, vedno več to pravih najdeš. Polka si v sceni, pol samo dobivaš kontakte. V Easy vsi smo začeli na nuli. Facts. Član moj, kakšno zadnjo besedo za naše gledalčiče? Rad bi se vama prvo kot prvo zahvalil, da ste mi sploh dala šanso, da prijem gor, malo spromoviram Capital. A se ne bomo objavili, veš? Vedno, ko reče ime tega, bomo mi blip. Ja, vse v glas. A veš, koliko je benz dosegel? Češ, bomo ti rekli, ti bomo rekli na 50 €, da lahko, veš, na promocije lahko dodamo, unblipamo. Ja, no, pretty much. Ne, 25. Velik big shita prihaja iz strani Capital Crewja. Album... To rečeš ono big shita. Koliko ono sranja, kao. Veliko dobrega shita prihaja. Če neki prihaja. mi rečemo, that's the shit, man, that's the shit. Tako da. Je album, malo kasneje, zdaj bomo releasali par singlov. Preden bomo karkoli album releasali, ampak ja, Ok, stop. V vaš najjačji komad, ki mislite, da imate zdaj na albumu, music video, nas da ste not. Ja, ne, to pa ne. Dobro, neč, tam so vrata. Ne, v en music video nas moraš baciti not. To je tako. Lej, če mi pripeleš še 3 muce tja na spot.
Pravim, ne pol. Pa jaz sem vedno spičko, tako da. Okay, v redu. Ena je že. Mijav. Kaj nas ne daste v spot, vi šupki? Za ta spot ne bi, lahko bi se pa zmenil za kakšnega. Ne, za en spot. Ja, za en spot bi se lahko zmenil, spolni problem. Sam za tega imamo pač en vision že zastavljen. Ne, to ne bom. Lahko smo tipo ono tako kao pešci. Ne, lahko bi drugače, snemali bomo drugi single, bomo verjetno snemali v Brdih. Nek tak vibe, ker smo tudi, ko smo snemali pač demote za ta album, ki bomo zdaj pač začeli izdajati, smo pač snemali v Brdih. In je cel tak vino vibe. Okay. V tej lahko lokalni pijanček. Vidva lahko tako malo po cesti, kao hodta v noči. V glavnem, če imate kje kakšno vizijo, ker nas lahko takneste, sam reči. Definitivno, važen nam je community building, tako da definitivno. Tako da tudi to, ki smo rekli, pač damo folku šanso. Kaj lahko samo neki dosadni ste že, kaj lahko... Ja, dej, stop, dej, čakaj, sorry, ki ti ne gradiš community, Jure, ti samo svoje podjetje gradiš. Govorite isto stari, že 20. Ne, hočem reči, isto mi delamo od fucking les člani. Pač nam je to jako, da lahko folk le pride, kaj pove. Te že meni je ono dosadno, kaj lahko zaključimo. Lepo to povedati, Jure, come on. Eventi prihajajo, ne se ne znam. Hvala, član, da si prišel. Like, share, subscribe, follow, comment, nagradna igra. Nagradna igra, follow naš Instagram, subscribejte, followajte njih. Njega mogoče. Če ste, važno da nas, pol ste entrantani, ja. Jebeš ni dva. Samo ene pa followti, majke mi. Tako da ja, vse pičke jebeste nas, neko... Dej, ala šo, hvala, like, comment, share, subscribe, zvonček. Ajde, čau, lepo je bilo.